Lep pozdrav vsem skupaj. Z vodjo poslanske skupine, gospodom Jožetom Tankom, sva danes poslala pismo predsedniku vlade in predsedniku državnega zbora. V tem pismu apelirava na predsednika vlade in predsednika največje koalicijske vladne stranke, da je čas za državotvorno dejanje. To državotvorno dejanje v tem trenutku je razpis predčasnih volitev. Glede na to, da je formalni korak do te rešitve relativno kompliciran, glede na slovenski ustavni sistem, Slovenska demokratska stranka, predsedniku vlade in predsedniku največje vladne stranke, pri prehodu čez to oviro ponuja svojo pomoč. Samo glasovi največje vladne in največje opozicijske stranke so namreč dovolj, da se ta ovira preseže in da se razpišejo predčasne volitve v nekem realnem roku. Druga možnost, ki obstaja, je pa treba k razpravi o tej možnosti povabiti tudi poslanke in poslance ostalih poslanskih skupin in poslancev obeh manjšin oziroma narodnosti v Sloveniji, pa je hitra sprememba ustave, s katero bi trajno omogočili takšen korak. Po našem mnenju so predčasne volitve v situaciji, v kakršni je danes Slovenija, najboljši, kaže pa se vse bolj, da tudi edini učinkoviti možni protikrizni ukrep. To, kar je danes naredil Desus z odločitvijo izvršilnega odbora, da izstopijo iz vladne koalicije, je državotvorno dejanje. In apeliramo na predsednika vlade in ostale vladni koaliciji, da naredijo naslednji večji korak v tej smeri. Mi imamo z Desusom različne izkušnje iz sodelovanja v prejšnji vladni koaliciji. Te izkušnje niso samo dobre, ampak ta njihov današnji korak je državotvorno dejanje in upamo, da bo to spodbuda za podobno dejanje tudi pri ostalih njihovih dosedanjih koalicijskih partnerjih. Z današnjo politično potezo Desusa je postalo jasno, da je vladna koalicija, ki je vodila izvršilno oblast po parlamentarnih volitvah leta 2004 do leta 2008, edina vladna koalicija, ki je v nespremenjeni sestavi začela in končala mandat. Nikoli prej se to ni zgodilo in očitno se tudi v tem mandatu ne bo zgodilo. Toliko sposobnosti vodenja, koordinacije in usklajevanja različnih stališč v koalicijah, kar je vedno zelo zahtevno delo. Pričakujemo, da bo odziv predsednika vlade na naš poziv v tem pismu oziroma na najin poziv v tem pismu, izraža pa stališče naše poslanske skupine. Pozitiven, zapisala sva tudi, da če iz kakšnih koli razlogov predsednik vlade ne more sklicati takšne koordinacije, naj koordinacijo predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin skliče predsednik državnega zbora. In to v najkrajšem možnem času, v situaciji, v kateri je Slovenija, ko se tisti, ki bi morali skrbeti za rešitve, ukvarjajo zgolj sami sabo, je vsak izgubljen dan brez tega, da se vsaj pogovarjamo o edini možni produktivni rešitvi, izgubljen dan. In kdorkoli in kadarkoli bo v prihodnje začel reševati te težave, ki jih danes imamo, bo te samo še večje, če bo to stanje še nekaj časa trajalo.